glede samega dogodka, kaj zaenkrat sploh veste, da se je zgodilo? Zaenkrat je znano na to, da je prišlo do nesreče, kjer je mednarodni vlak naletel na stoječi potniški vlak. Kar je najbolj važno v tem trenutku je to, da resnih poškodb ni med samimi udeleženci nesreče. To je trenutno najbolj pomembna stvar. Vse ostalo pa se bo v naslednjih dneh z preiskavo ugotovilo, zakaj je do te nezgode oziroma nesreče lahko prišlo. Sindikalisti že dlje časa opozarjajo, da je celotni sistem v razpadu, predvsem zaradi varčevanja. Kako bi mogoče komentirali v luči tega dogodka? Zaradi varčevanja do te nesreče ni prišlo. To je sigurno. Sistem slovenskih železnic se število zaposlenih zmanjšuje že več let. Po eni strani je visoka izguba primora vsako poslovodstvo, da to naredi, druga stvar je pa seveda zagotavljanje varnosti. Ampak v tem trenutku je jasno to, da slovenske železnice zagotavljajo varnost na zelo visokem nivoju v skladu z vsemi direktivami Evropske unije. Mislim, da je varnost na slovenskih železnicah povsem primerljiva z varnosti na ostalih železnicah zahodnih držav. Kaj bi lahko bil možen vzrok nesreče? Lahko je tehnična ali pa človeška napaka in to se bo ugotovilo. A tudi kateri od strojevodjev poškodovan? Strojevodja je lažje poškodovan, ima odrgnine na kolenu. Od katerega vlaka? Od mednarodnega. Ta potniški vlak je bil prazen, ki je bil tukaj. Ampak potniki so že bili gor. Vsaj po informacijah, ki so mi jih potniki dali. Moje informacije so, da je bil tale vlak, ki je stal tukaj prazen. Ne, ni bil prazen. Ne, ker potnikom so rekli, da čez 7 minut tale vlak nadaljuje pot in so že šli nazaj na vlak. Mislim, da je bil prazen, ne? To, kar sem tukaj par minut. Jaz sem na gore. Na katerem ste? Na tem, ko si mi rekel, čez 7 minut odpelje ta vlak s tretjega tira. Na potničkem, ja, nismo šli nazaj gor. Smo šli dol z vlaka pa nazaj gor. To vam dozaj informacije, da je se pokvaril in so ga izpraznili. Ja, ampak je bila informacija, da čez 7 minut odpelje vlak s tretjega tira in zato smo šli nazaj gor. In potem, ko smo se tam, da se bomo usedali in to prištimali, je počel nekje, ne? In takrat se je zgodila ta nesreča. Zakaj ste prišli z vlaka, ker se je pokvaril? Ja, hodili smo na drug vlak, ki je zapeljal z Jesenic. Tisti vlak je prišel pol ure zatem, ko je pripeljal z Jesenic, smo hodili na drug vlak, ampak je bil tisti poln, ne, in tako da nas je več kot pol ostalo od zunaj. No in teh več kot pol smo šli potem nazaj na ta vlak, ta star, ker smo dobili, ker je povedal po zvočniku, da odpelje čez 7 minut z tretjega tira. Ste prihajali iz Gorenjske Ljubljane? Ja, iz Kranja Ljubljana. In kje ste pa sedeli bolj zgledati nazaj? Ja, jaz gre vedno čisto zadnji del vlaka, pa s hrbtom v smeri vožnje. In zaradi tega, ker se bojim. Zdaj dejansko tudi prve informacije, ki ste jih že dobili, nekako niti ne držijo. Ne, potem niso vse točne. Ja, počel je, odnesel nas je, jaz sem stala, da sem uslegla, me je odnesel nazaj na sedež k sreči, no, pa pokadil se je po vlaku, tako prah se je usul. In potem smo se gledali s ostalimi potniki, je vse v redu, pa malo smo si pomagali med sabo, pa telefoni so bili po tleh, pa baterije, pa SIM kartica, to se je vse razleteli, smo to iskali, pa smo šli pa dol. Takrat v bistvu najprej še ste videli, da je vozilo, ne? Ne, nismo videli, potem, ko smo vam prišli, smo videli, da se je vlak zaletel. A ste videli potniki, ki so bili poškodovani? Ja, sem videla, ja. Ni bilo kakšnih hudih poškodb. Mislim, da tako poškodbe glave so bile, no pa rahle pa nog, drugega pa ne. Pa tudi mislim, da tudi poškodbe glave niso bile hude. Mislite, bolj smisel odrgnin pa? Odrgnin pa bušk pa tako, ja. Lahko še poveste vaš ime pa priimek, pa kaj počnete? Simona Južina. Delam na uradu za intelektualno lastnino. In ste šli v službo? Sem šla v službo, ja. Iz Kranja? Ja. Ste že kdaj prej kaj takšnega doživeli? Ne, tako, mislim, enkrat sem videla, tako bom rekla, v Škofji Loki, ko smo